Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Z velikimi koraki se že približuje prireditev, ki jo študentje imenujejo Zbudi se Ormož. Letos bo prireditev že petič po vrsti, tako da smo se že na nek način navadili na njo. Vsako leto pa prinaša veliko zanimivega, predvsem pa so zanimivi tisti večeri. Kot ste verjetno že slišali, Siddharta bo letos gostovala v Ormožu, kar je velik dogodek in tako da vas že takoj uvodoma vabimo na to prireditev. Več o prireditvi in sploh o življenju, delu in počutju študentov v Ormožu pa nam bo povedal predsednik Ormoškega koša, Miha Kolmančič. Miha, lepo pozdravljen v naši družbi. Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo in ja, res je, tako kot ste dejali, ta 25. maj se že res hitro bliža. Ste že tako malo na trnih? Ja, malo na trnih zdaj zadnje čase zaradi vremena, ampak zaenkrat kaže bo dobro in upamo, da bo tudi vreme zdržalo. No, glede na to, da je le še nekaj dni, verjetno ne bo kar naprej dež, ne? Tako da upam, da bo res ta prireditev zasijala vsaj svoji luči z lepim vremenom, tako kot si najbrž želite, ne? Ja. Miha, ste se dolgo pripravljali na prireditev? Ja, gre za ljudje verjetno tega niti ne vedo, kdaj se to začne vse skupaj dogajati. Mi se že takoj, ko je lanska prireditev Zbudi se Ormož bila končana, nekako takrat so še spomini najbolj sveži in imaš neke ideje, kaj izboljšati, kakšen bi lahko bil boljši doprinos in nekako takrat že začnemo razmišljati, drugače pa nekje tam septembra, oktobra se že vse dogovori in v bistvu je to zdaj sam finiš in je že vse naredito. Kako to, da je padla odločitev za Siddharto? Ja, gostovali smo že vse najboljše te slovenske bende, Mi dva, Bigfoot, Mama, Dan D in nekako nam je le še Siddharta bila tista, ki je še nismo povabili v goste k nam v Ormož in smo se lotili tega izziva in zakaj pa ne. Veliko stane? Ja, stane kar veliko, ja. Kako pa pravzaprav, oziroma kako spravite skupaj denar? Kdo financira to prireditev? V bistvu denar zbere, mi dobimo iz državnih teh sredstev, to glavarino, ki imamo na študenta, ampak tu moram povedati, da smo mi eden najmanjših študentskih klubov v Sloveniji, prirejamo pa ene največjih dogodkov, potem pa imamo tudi ekipo, ki je zadolžena za sponzorje, podpira nas občina Ormož in pa drugi ti lokalni podjetniki, ki nam pristopijo k pomoči. Ti si predsednik 6 mesecev, pol leta. Kakšne izkušnje si v tem času nabral, oziroma kaj ti pravzaprav, kakšen izziv ti predstavlja to biti predsednik takšne organizacije? Ja, res je. Jaz sem zdaj prvo leto, nekako se je ekipa tudi sestavljala na novo in ta zdaj prihajajoči dogodek bo en izziv za vse skupaj, ker bomo prvič v taki zasedbi prirejali nekaj večjega. Drugače pa ja, sem že vpet v to študentsko dogajanje od prvega letnika gimnazije in ne vem, zdi se mi ena dobra stvar, ena dobra izkušnja, spoznaš veliko ljudi, sedaj se tudi zelo povezujemo s temi drugimi klubi iz naše štajerske regije, so nam skoraj vsi potrdili svoj prihod in ja, mislim, da si delaš eno bazo ljudi, ki ti potem v prihodnje zmeraj prav pride. Klub ormoških študentov je seveda aktiven in pravzaprav znan, popularen, ne, že kar nekaj desetletij, ne, tako da se kar nekaj generacij najbrž izmenjalo v tem klubu. Je to kaj znano, kako je to vse skupaj? Ja, klub že deluje, mislim, da zdaj že 27. leto, tako da mi vstopamo v kar velike čevlje predhodnih generacij, ki so postavile neka temelja in zdaj bomo mi pač poskušali to nadaljevati v istem stilu, dvigniti mogoče še na nek višji nivo in pa dodati nekaj svojega, ker treba biti edinstven. No, kot si povedal, zraven si že od prvega letnika gimnazije, to pomeni, da si bil dejaven oziroma aktiven tudi kot dijaška sekcija, ne? Kako pa sicer dijaki, kako se vključujejo v to? Ja, bil sem vpet kot dijak, nekako je bil neki premor med dijaško sekcijo, ampak zdaj ponovno skušamo obuditi in moram reči, da letos se dobro vključujejo, ker so ena taka klapa, ki ni težko sodelovati in prirejati dogodkov. Poskušajmo jih čim več,
vključiti v našo ekipo, ker vemo, da se tukaj ljudje skozi menjajo. To je verjetno največji problem teh študentskih dogajanj, da 3-4 leta si zraven, potem pa, ko dejansko se navadiš, pa moraš iti in je tisti preskok med generacijami. No, vedno smo veseli, ko tukaj v tem našem studiu lahko pozdravimo kakšnega uspešnega mladega človeka z tega našega okolja. Kako se tebi zdi biti mlad človek v Ormožu oziroma v okolici, ne? Ker pač prihajaš iz Obrežja? Ja, jaz sploh mislim, da mlad človek v naši Sloveniji ni težko biti, imaš vse, če si le malo iznajdljiv in ti ni težko karkoli. Drugače pa ja, tudi pri nas ni težko biti mlad, ker ne vem, kaj se tiče teh študijev, pa te občine tudi podpirajo z raznimi štipendijami, pač treba spremljati to, se prijavljati na te razne razpise in pa mislim, da imamo vse, kar potrebujemo za neko dobro mlado življenje, ampak treba biti aktiven in se ne skrivati doma. Ja, to je prvo, pa tako kot se reče, ne, vsake svoje sreče kovač, ne, je treba poskrbeti zase. Tako kot ti, recimo, ki si aktiven, torej že od svojih dijaških let. Kaj pa te recimo pritegnilo? Tako da si se kar aktiviral že kot dijak? Ne vem, to organiziranje teh dogodkov, ki sprva nisem sploh vedel, kako se kaj odvija, ampak zdaj, ko vidim en koncert, ko vidiš, koliko dela, koliko truda je za to vloženega, dejansko začneš ceniti neke stvari in ja, v glavnem to. Letos seveda razen te prireditve Zbudi se Ormož, verjetno tudi že pripravljate OFAK, ne? Brez tega skoraj ne more miniti poletje v Ormožu. Ja, bo pa še prej ena večja prireditev in sicer 29. junija prirejamo poletno noč na bazenu. In sicer v sodelovanju z pizzerijo Parko in pa letnim kopališčem Ormož bo šlo za prireditev v okviru ormoškega poletja. Imamo pa zagotovljen prihod Kingstonov, tako da bomo ponovno probali obuditi ta ormoški bazen. Bravo, ne? To je torej nekaj novega poletna noč. Ja, to je nekaj novega, nekaj starega, kar je že bilo, ampak bomo mi poskušali neko novo stvar zapeljati. No, predlagam, da greva kar tako lepo po vrsti, recimo, da nam predstaviš, torej, priložnost je seveda, da se seznanimo z vašimi aktivnostmi, vse od novega leta naprej, recimo. Z novim letom mislim, da smo prva takšna večja aktivnost je bila ta disko na ledu, ko smo priredili zabavo na ormoškem bazenu in je bila kar dobro obiskana. Potem smo šli na pustovanje k sosednjemu klubu v Gornjo Radgono, na njihov fašenk. Potem smo prirejali še neke manjše dogodke, no manjše, obiskali je kar dosta ljudi, imeli smo potem Trivia Night, ki je kar popularen v našem okolišu zadnji čas. Gostili smo eno delavnico, kako poceni potovati, imeli smo karaoke party, potem smo se dokončno doselili v te naše nove prostore, zdaj pa nekako vse moči uperjamo v ta Zbudi se Ormož in pa prihajajoča dva večja dogodka, ki prihajata. Kaj pa sicer jesen prinaša v vaše načrte? V naše načrte jesen tudi eno novost, poskušali bomo narediti neko koš trgatev na ta stari način, to je zamisel je, nekaj se še pogovarjamo v tej smeri in pa upamo, da nam bo tudi uspelo to izvesti. Se pa v poletju odpravljamo tudi na Triglav, ko bomo v sodelovanju s Planinskim društvom Ormož organizirali en izlet na Triglav. Kako pravzaprav izgledajo recimo ti vaši načrti, kako pridete torej do nekih končnih ciljev, rezultatov, se usedete skupaj, imate sestanke, kako pravzaprav deluje koš? Ja, mi se sestujemo vsaj enkrat na mesec, v bistvu pa nek tak letni načrt izdelamo na delovnem vikendu, ki ga odpravimo tam oktobra, novembra z novo ekipo, se vsedemo dol, se nekako gremo po mesec skozi te tradicionalne dogodke, zapišemo,
vsaki predstavi svoje želje, potem pa pač diskutiramo, kaj bi, kaj ne bi. In pa ja, tudi skozi leto, ne vem, če pride kakšna dobra priložnost za neke delavnice, vidiš, kak drugi klubi delajo, kak druga društva, kak je kaj obiskanost in pa pač greš z neko nitjo rdečo skozi celo leto, ampak te manjše dogodke pa pač komot izdelamo, ker ni zdaj nekaj ne dela s tem. No, ti kot predsednik seveda moraš imeti vse pod nadzorom najbrž, ne, tako si predstavljam. Kdo pa so potem še tisti, ki so aktivni, ki so nujno potrebni v enem takšnem klubu? Recimo tudi tajnik, še kdo? Ja, imamo tajnik, blagajnik in pa te člane izvršnega odbora in pa nadzorne komisije. Zdaj našo ekipo sestavlja tam okrog 23-24 aktivistov in pa dijaška sekcija, kjer jih je nekih 15-16. Imamo pa še tudi te zunanje sodelavce, to so bivši Košovci, ki nam zmeraj priskočijo na pomoč, če karkoli rabimo. Kako dolgo, kakšne omejitve so pravzaprav, do koliko si lahko star, da si še v klubu? V bistvu je, da si član nekega odpravnega odbora oziroma izvršnega odbora, moraš imeti status študenta, drugače so pa lahko vpeti vsi, ki na kakršenkoli način so željni pomagati in pa so ustvarjati neko zgodbo. No, preden se torej lotivam natančne predstavitve dogodka Zbudi se Ormož, morda da še tebe predstavimo. Ti si torej osnovno šolo obiskoval v Ormožu, tudi gimnazijo. Napovej nam nekaj pozitivnega o tej naši ormoški gimnaziji, kot nekako se vseeno razmišljanje malo menja, ne? Ja, jo že malo drugače dojemamo. Ja, jaz nimam nobene slabe izkušnje z gimnazijo, ravno nasprotno, vse pozitivno. Ker sem tudi sam rokometaš, sem tu bil blizik tega športnega dogajanja, gimnazija nam je nudila vse, tudi odnos, ki ga ima tam učitelj, učenec je res dober, vsakim se da vse zmeniti, avtobusni prevozi so bili dobri, ne vem, stal sem se v jutro, 7:30, 8:00 je bila šola, tako da nič slabega. No, kaj bi svetoval tistim, ki še oklevajo in rinejo nekam v okoliške gimnazije? Jaz sem še skozi prepričan, da na kjerkoli gimnazijo se vpišeš, ti lahko na isti način uspe, ampak pač moraš biti delaven, veš, zakaj se trudiš in stremiš nekim ciljem in od tega ne odstopaš. To pomeni, spet se lahko vrneva na tisto, ne? Od tebe samega je odvisno, kako bo vse skupaj. Ja. No, odšel si potem študirati farmacijo, kako to, da si se ravno odločil za farmacijo? Ja, odšel sem zdaj v študij v Ljubljano na fakulteto za farmacijo. Ne vem, kemija mi je bila skozi, mi je ležala in mi ni bilo težko se učiti in sem se potem odločil za nek študij farmacije. Je res, da traja 5 let, ampak bomo že speljali. Gotovo. Ja. Glede na to, da si priden in pedanten dečko, ne? Ko je treba prijeti za delo tudi v klubu. Kakšne pa so naloge predsednika recimo v košu? Predsednika naloge so v bistvu, da skrbi za tisto vzdušje v ekipi, da ta delovnost ne mine, v bistvu potem podpiše se na te vse papire, si v bistvu odgovoren, če pride če gre karkoli narobe, si potem ti tisti, drugače pa imamo mi nekako tako razporejeno, da smo vsi na nek način enakovredni in zdaj ne delamo razlik nekaj, da je nehče predsednik, ampak pač sicer neka hierarhija je, ampak se držimo načela, da smo vsi enaki. No, ko pripravljate kakšno takšno prireditev, kot je torej Zbudi se Ormož in potem verjetno tudi poletna noč, vas bo stala veliko truda, da ne govorimo o OFAK-u. Kako si razporedite delo recimo? Ja, mi smo to že takoj na začetku smo določili se, kdo je za kaj zadolžen, kdo se s kom kje pogovarja, na kak način. Zdaj ene dni bomo tudi imeli nek tak delovno-motivacijski vikend, da se dokončno vsedemo, da vsaki ve, za katero stvar bo zadolžen, da ko pride do tistega, ko se v bistvu dogodek začne, da točno ve, kam pa kaj se treba pripraviti, da se ne lovimo in da potem ne traja vse skupaj tako dolgo. Seveda je treba tudi glede na to, da je to tudi gostinska ponudba, ne? Na nek način to pomeni, da treba poprijeti za vse, ne? Tudi streči potem obiskovalce. Ja, zdaj na teh večjih prireditvah imamo tako, da imamo najete kelnerje,
da v bistvu nas je zaenkrat nas je žal pač premalo, da bi si vse lahko to privoščili in pa pač tudi ni zdaj glih fair, da bi mi na taki prireditvi, ko imamo Siddharto v Ormožu, vsi cele dneve delali, da nekako potem od 1 ure naprej že lahko uživaš, kot že gre vse. Da tudi imate nekaj od tega, od vseh teh. No, kako pa ta dan 25. maj torej potekal? Sicer je to nekoč bil dan mladosti, ne vem, če se spomniš ti tega še? Ja, zato smo nekako zdaj dali, da bi obudili ta dan mladosti in pa povezali s tem Zbudi se Ormožem vse skupaj. Ja. No, kako bo to vse potekalo, recimo od jutra? Ja, v bistvu za nas se bo prireditev začela že par dni prej z vsem pripravljanjem, drugače pa 25. maj se bo pričel o 9:30 zjutraj z otvoritvijo in sicer zgodbo Napihala in pa mažoretkami. Sledil bo nastop plesne skupine iz vrtca Ormož. Vse zbrane bo nagovoril tudi župan gospod Danijel Vrbnjak. Potem pa nekako ob 10. uri bomo pričeli s temi športnimi aktivnostmi, zumba z Domnom Rotarjem, potem ob 10. uri se bosta začela tudi turnirja v rokometu na mivki in pa letos novost v tenisu. Potem pa ob 11. uri nekako naša glavna točka dneva in sicer predstavitev policije, kjer se nam bo predstavila pač policijska ta enota Maribor z svojo konjenico, psi vodniki, tudi helikoptersko enoto imamo obljubljeno. Potem bomo imeli to nordijsko hojo, ob 12. uri predstavitev športov med 2 ognjema, pride ta dodgeball Pomurje, ki so bili tudi na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike. Potem zunanji trening kluba borilnih veščin Ormož, kaj še je zdaj, pa bomo tudi imeli eno kreativno delavnico od zamisli do izdelka, ki jo bo vodil Marko Jenoš, kjer bodo vsi prisotni lahko izdelali svoje obeske s svojim logotipom. Potem pa se nekako ta popoldanski del zaključuje. Mi imamo pa še organizirano ob 16. uri ogled kleti in pa degustacijo vin v naši novi vinski kleti v Verusu. Bo pa seveda tudi poskrbljeno za otroke, to sem pozabil. Ob 9:30 uri se namreč obetajo delavnice, ki bo vodil Grajski center za družine Ormož in pa športne delavnice pod pokroviteljstvom športne šole DADA. Smo pa tudi zdaj v zadnjem tednu dobili eno ponudbo in smo se odločili za to in bo postavljen tudi za otroke v Mestni grabi otroški vrtiljak, velik, tako da mislim, da bo za vse generacije poskrbljeno. V bistvu gre za to, da je možno celi dan preživeti, ne, v Mestni grabi. Ja, nekako tako smo si mi zamislili, da se jutro pridružiš na tej otvoritvi, ostaneš, pogledaš kakšno tekmo v rokometu na mivki, tenisu, potem predstavitev policije in pa tisti najbolj vztrajni lahko ostanejo kar cel dan tam. Bo tudi kaj za podzob? Ja, vsekakor bo tudi za podzob. Pridružil se nam bo naš domačin Grega Ivančič svojo Pizza Fabriko in pa Aleš Ganjar, gre za bivšega predsednika Koša, ki se sedaj podaja v te kuharske vode, v bistvu je že dolgo let vpet, ampak postavlja na novo neko zgodbo s cateringom in se nam bo naši okolici predstavil z prav posebnimi sendviči. Zanimivo. Ja. Fino. Večer pa torej, kdaj se bi torej naj začela? Bo kakšen šotor ali kje natančno? Upamo, kaj ne da šotora, ampak v primeru slabega vremena bomo primorani postaviti šotor, drugače pa se bo vse skupaj začelo ob 21. uri v Mestni grabi. Pričeli bodo ena mlada skupina Eyes on Fire iz Novega mesta, za katerim je kar uspešno leto, namreč zmagovalci so enega show rock, enega festivala za mlade, in pač to je ena prav posebna potrdilo, da so na pravem mestu, da dobro delajo in mi smo mnenja, da je treba takšnim mladim skupinam dati priložnost, da nastopijo na nekih takih stvareh. Potem tam okrog 11. ure bo na oder stopila Siddharta, mislim, da za njo ni potrebno izgubljati besed. In pa potem še že nam dobro znani Iskreni kreteni, gre za skupino, ki je že lani zbujala Ormož in ponovno obljubljajo
da se bodo potrudili prebuditi Ormož. Ob 3. uri zjutraj pa se nam bo še pridružil na odru naš domač DJ Jinx, tako da do 5. ure zjutraj bo zagotovljena zabava. Najmanj. Najmanj, ja. Je fino, čestitke, ne? Kdaj pa si je bilo potrebno Siddharto že rezervirati, glede na to, da so to vseeno popularna skupina in tudi iskana? Ja, zdaj s temi bendi je tako lahko, da že tisti termin imajo rezerviran, ampak tam okrog avgusta, septembra moraš že ziher imeti ga rezerviranega, drugače je vse loterija. Kakšne izkušnje imate z obiskom teh vaših prireditev, predvsem teh večernih delov? Ja, moram reči, da kar rasa je, da je lani bilo tam okrog 800-900 ljudi in mi se nadejamo, da bo letos še več. Mislim, da smo ponovno dali en takšen band, ki je primeren za vse generacije, da težko kdo reče, da to ni za njega in da računamo tam okrog 1000 ljudi. Vstopnina bo? Ja, vstopnina je, ker smo pač primorani, če hočemo še kaj drugega ustvarjati skozi celo leto, smo primorani k vstopnine. Za člane našega kluba je 9 €, za ostale pa 12. Se vam zdi to takšna primerna cena? Vam bo šlo skozi? Ja, moglo bi iti. Zdaj primerna cena po moje ja, ker če vemo, ko je Siddharto imela to turnejo, so bile vstopnice 2-krat, 3-krat dražje, mi pa zdaj dejansko ljudem ponujamo za nek ni tako velik denar in pa tudi mislimo, da jim ni težko dati, vseeno gre za nek naš trud, da podperejo naše delovanje in nam dajo neko dodatno motivacijo za ustvarjanje še naprej. Odlično. No, preden se posloviva, seveda vam želimo lepo vreme, kot sva že povedala uvodoma, to se zdi zelo pomembno, faktor, zelo pomemben faktor, ampak vseeno nam še malo povej o tej poletni noči. Praviš, da boste v soorganizaciji, torej s podjetjem Škrjanec oziroma s pizzerijo Park organizirali, kaj bo to vse zgledalo? Ja, to smo imeli neko idejo, da bi organizirali neko otvoritev bazena, skok v poletje, nekaj takega. Pogovarjali smo se to na naših sestankih, potem pa je pač ko smo imeli te sestanke za ormoško poletje, je tudi bila ideja dobro podprta in smo se zdaj mi odločili, da naredimo to poletno noč v sodelovanju z letnim kopališčem Ormož in menimo, da je vsaka stvar dobrodošla, ker vemo, da je ormoški bazen en objekt, ki ga ni prav, da se ga tako zanemarjalo, kot se ga je in da ima res dobre možnosti, da se karkoli odvija, gre za en lep ambient, ki ti nudi vse in mislimo, da bomo ponovno napolnili to ormoško letno kopališče in da bodo ljudje uživali kot nekoč. Boste morda izbirali tudi mis? Ne, za kaj takšnega se res odločili, ampak mogoče v prihodnjih letih. No, verjetno so ti starši kaj pripovedovali, kako je to včasih bilo? Ja, jaz si mislim, da je bila pred 5-6 leti je bila ta ormoška noč ponovno z misom. Ja. Dobro, čestitke, veliko uspeha vam želimo pri vašem delu, vsem vam, ki ste v klubu, predvsem pa tebi kot predsedniku, tudi pri študiju, ti želimo, da boš uspešen, pa če ne prej se torej vidimo 25. maja ali pa prihodnje leto, ko boš spet predstavil prireditev. Ja, hvala za povabilo, pa vse še bi enkrat povabil, da se nam pridruži 25. maja in da nam skupnimi močmi uspe prebuditi to naše malo mesto. Tako, prebudimo ga torej. Ja. Hvala lepa, Miha. Hvala. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, Miha Kolmančič je bil naš gost. Torej, vabljeni na Zbudi se Ormož 25. maja, pa bodite z nami tudi seveda prihodnji ponedeljek, ko bomo spet povedali to in ono. Hvala lepa za pozornost in srečno do prihodnjič.
lepe za